En lep dober dan pomladno prebujajočega se Konjskega vrha. Tako je, sicer je verjetno pomladna prebujenost pri vas, razen če ne živite v hribih, bujnejša, ampak tudi tukaj se počasi dogaja. Tudi tukaj smo videli prve trobentice, tudi kakšna marjetica že cveti. Kapra najde kakšno travno bilko, ki je pognala in jo sproti poje. In kaj počneš ti v teh vedno daljših dneh? Ja, kaj počnem? Marsikaj, ne? Kaplan v 3 župnijah, številni pogovori, snemanja, ne samo za knjižnico Šmarje, včeraj sem imel kar dvojno, kmetujem, ne veliko, ampak pa pišem. Začel sem pisati knjigo, kako misliti ta svet drugače. Ker se mi zdi, da bo potrebno ozavestiti oziroma prebuditi koncepte, ki nam bodo dati misliti v smerih, v katerem se bo prebujala bolj žlahtna človečnost. In ravno na to temo bova spregovorila danes, in sicer sva naslovila Uporabljamo svoj razum in tudi srce. Tudi ja. Tako, in predavanje v naši knjižnici si na našem zadnjem srečanju izrekel kar nekaj kritičnih misli ob uvedbi šolske obveznosti. Letos decembra bo 250 let, kar je Marija Terezija to naredila. In kaj je zdaj s to kritičnostjo? A šolska obveznost je dobra? Torej ja, šolska obveznost je dobra in sem vesel, da je, ne? Da se omogoča sleherniku izobraževanje. Problem je v konceptu. Problematiziram samim konceptom. Zelo rad dam v primerjavo koncept izobraževanja v mračnem srednjem veku. Rad navedem Tomaža Akvinskega, ki spada v cerkvenih krogih med najbolj uveljavnega dogmatika. Bi pomislili, da je zelo ukalupljal misel, ampak če pogledamo koncept izobraževanja, on je predaval na pariški Sorboni. Njegov koncept, oziroma ne samo njegov, takratni koncept je bil podajanje tez. Teza in antiteza. To pomeni, če bereš njegova dela, najprej prebereš zdi se, ne resnica je, ampak teza je. In navede smer, v katero želi voditi misel, takoj pod to pa zapiše, proti temu pa govorijo sledeča dejstva. Torej on razpravlja, predava z, lahko bi rekli, odprtimi kartami, ponuja na nek način v razmislek študentom vsebine na ta način za in proti, da lahko sami vklopijo kreativno misel in razmišljajo. Ne? In na koncu vsakega predavanja je bila tako imenovana disputacija, to pa pomeni izmenjava mnenj. Ne kreganje, kdo ima prav in kdo nima prav, ne govorjenje na podlagi ideologije resnice, v katero so nas zapeljali, zato če ti ne misliš, kot jaz mislim, je že v meni nelagodno počutje. Dobra je raznolikost misli, ker je samo tako misel dopolnjujoča. Tako lahko gremo družno v smeri iskanja tega, kar je pa najbolj vredno in najbolj resnično. To je bil koncept mračnega srednjega veka. Marija Terezija, oziroma uveden pa je z uvedbo šolske obveznosti koncept, v katerem pa postavijo pred tebe avtoriteto, ki ti ne da misliti, ampak želi kako, ti posreduje misel, da boš tudi ti tako mislil. Recimo v cerkvi je to duhovnik, v šoli je pač to učitelj, ki poseduje resnico, ti pa dejansko in te nenehno preverja, ali boš pravilno ponovil. Ne, ali boš znal misliti kreativno, dopolnjujoče, preraščujoče tega, kar ti je on povedal, ampak ali boš pravilno ponovil. In potem je to tista, bi rekel, manipulacija, ki dobesedno zapeče misel v zgolj posredovano, to je pa ocena. Če pravilno ponoviš, 5 dobiš, če ne, pač se ti znižuje vrednost, cena oziroma ocena. A se je to zgodilo zgolj slučajno ali je namensko bil uveden ta koncept? Kaj meniš? Ja, to zdaj zelo se poglabljam v ta ozadja. To je čas razsvetljenstva.
misel se prebudi se tudi recimo pri določenih vplivnih mislecih, če rečemo, recimo samo omenimo Rousseau, Voltaire, ki na nek način začnejo problematizirati monarhično vlogo oziroma absolutno monarhično vlogo, jo relativizirati. In zdaj, kaj tukaj, misel je bila prebujena. Ti misli več ne moreš ustaviti. Še posebej, če kak razsvetljenec, prosvetljenec sproži določeno misel, potem se začne misel širiti in ne samo zaradi tega, ampak v zadju so bili še neki, ampak nimam časa, da bi vse razložil, so bili še neki navdihovalci, kako dejansko, kakšen koncept uvesti v proces obveznega izobraževanja. In seveda rešitev je bila v tem, da dejansko ti povejo, kako je pravilno misliti. Ne? Ko pa ti avtoriteta da pravilno naroči, kako je pravilno misliti, potem pač te vkaluplja v želeno smer razmišljanja, torej kreativno razmišljanje vsaj na začetni stopnji, osnovni stopnji ni bilo zaželjeno. In sej samo to po sebi da misliti, ne? Ko je nekaj zastonj in obvezno, potem se morajo prižgati rdeče lučke, kajti to nakazuje, da smo mi produkt. Da nam, ko ti nekaj ponuja nekdo zastonj in je to celo obvezno, potem moraš vedeti, da ima določen interes. In po moje je pač interes ravno ukalupljanje misli, usmerjanje misli v to, kar je pravilno, kar je dopustno, po čemer boš potem nagrajen in ovrednoten. Najprej v šoli z oceno, potem kasneje pa že z ceno na podlagi dela, ki ga opravljaš. Potem pa prideva do srca. Verjetno je rešitev v tem, da poleg razuma vklopimo tudi srce. Ja, to je rešitev, ne? Ampak to ni bilo več dopadljivo. Mogoče srce še, ne pa intuicijo, ne pa ker inteligencija cel kup. Ni zgolj racionalna inteligenca, dejansko so nas izgnali iz celostne inteligence v glavo, to ocenijo, kar ti oceniš na nezavedni ravni, kažeš, da prav to ceniš. Če imaš ti ob tej racionalni inteligenci tudi intuitivno inteligenco, če imaš potem odnosno inteligenco, tudi mi, da se zdaj v naravi, vse, kar je v naravi, ko jaz stopim v tihoto, zaznavam to odnosnost vsega, kar me obdaja in me podpira. Prebuja kreativno misel. Mi da misliti, ne? Tudi to, ne? Ker mi smo bolj povezani, kot si mislimo. Ne? V 19. stoletju so odstranili, umaknili povezovalni element, to je eter. Ne? Vse mi smo omreženi, ampak zato moraš vstopiti v tihoto in takrat se prebudi po intuiciji, po zaznavnosti, se prebudi dejansko tisto, kar ti omogoča, da preraščaš ukalupljanje misli. Zato je pa seveda potrebna tihota, umiritev, zaznavnost in potem te preprosto ne morejo več tako manipulirati. In pa srce, ne? Zelo je pomembno srce. Mi nimamo nevronov samo v glavi, ampak tudi v srcu in bi bilo dobro povezati srčnost z našo mislijo. Ne? Potem bi bila seveda tudi, bi bilo življenje prijetnejše, bi imelo dodano vrednost. Mogoče, če tako se dotakneva malo aktualnosti, ravno v teh dneh smo spremljali po medijih, da se je samomorilnost med mladimi zelo povečala, da pripravljajo različne strategije, da ne vejo, kako se lotiti tega problema. A ni razlog tudi v tem, da so mladi prepoznani in ovrednoteni ravno samo po svoji razumskosti? Ja, in vrženi v eno silno konkurenčnost. Ne. Tudi sam sem dobil ravno v teh dneh obisk iz Ljubljane, ker so me opozorili na povečan pojav samomorilnosti, ne samo v srednjih, ampak tudi v osnovnih šolah in pa po prikrivanju teh podatkov, ker so bojda tako veliki. Ravno v sledečih dneh bom imel zopet sestanek z eno skupino teh, ki pravi dovolj je. Ne. Dovolj je zgolj razum, pomembno je dodati razumu tisto,
tisto dodano vrednost, zaradi katerega bo koncept, v katerega so dani mladi bolj vzdržen. Veste, če je koncept tekmovalnosti, zdaj ne bojo samo nadarjeni, bojo tudi samo izjemni. Po čem bo ta izjemnost? A po srčnosti, po odnosnosti? Ne. Zgolj racijo, to je grozljivo. In če grejo od nadarjenosti, kjer smo še lahko mogoče, tudi mi nadarjeni, samo še do izjemnosti, je to smer, ki vodi v globoke stiske. Kajti nekateri so povzdignjeni, drugi pa so ponižani, ker niso izjemni. In ko sem poslušal to na radiju, o tej izjemnosti, sem si mislil, ta pedagogika je zašla v slepo ulico in eden od pokazateljev je tudi pojav, je pokazatelj, samomorilnost. Vsak otrok je izjemen. In če ni prepoznan, zaznan, začuten, ovrednoten kot izjemen, se počuti osamljen, se počuti ponižen, preprosto ne zmore. Inteligencija je cel kup. Ni izjemnost samo, da znaš ti dobro razmišljati, izjemnost je tudi, da znaš sočustvovati, da znaš kaj praktičnega narediti, da znaš v tihoti zaznavati. Vse to je izjemnost. In če bi bila pedagogika vredna, bi vsakega prepoznala v koktejlu njemu danih inteligenc, v njegovi osebni izjemnosti. Izjemen pomeni biti vsak izjema. Izobraziti pomeni iz obraza, iz osebne identitete izhajati. In ko se bo pedagogika iz zgubljenosti vrnila nazaj v pristno poslanstvo človečnosti, takrat bo tudi teh notranjih stisk veliko, veliko manj, ker bo vsak dejansko objet, sprejet, potrjen. Zdaj pa je izključujoča konkurenčnost, zdaj je, ali bom prepoznan, potem je tekmovanje za neka ocenjevanje, zdaj že prva triada, to je norost, to je izgubljenost. To so koncepti, ki grejo zgolj še bolj v eno skrajnost razumerstva, namesto da bi končno, ko vidimo posledice, ovrednotili človeka v njegovi celostni, tudi doživljajski resničnosti. Kajti mi moramo na nek način mlade, ki so nam zaupati, spremljati na ta način, torej tudi na nivoju srčnosti. Pazi, da ne bo kdo mislil, da so krivi učitelji. Rad rečem, krivi so alfa samci in samice, oziroma alfa znanstveniki in znanstvenice, ki jim podrejeni slepo kimajo in sledijo. In na nek način bo treba reči, dovolj te nebuloze. Zopet se povrne k celostni inteligenci, v konceptu sodelovanja, dopolnjevanja, predvsem pa bo treba to izobraževanje zgolj pameti unesti tudi v razsežnosti odnosnosti. Zato pa so, kot pišem v tisti knjigi 95 teze izhod iz slepe ulice vzgoje in izobraževanja, vredni posebni tabori, v kateri bi se zaznavali, prepoznavali, se naučili sprejemati, kajti sreča je v srečanju, je v sožitju, je v žlahtnem dopolnjevanju. Ampak osnova je še pa vedno družina in najprej je sprejetost družine. Tudi starši velikokrat zapadajo v ocenjevanje. Pazi, zakaj zapadajo? Zapadajo zato, ker so pod vplivom koncepta. Zopet smo pod vplivom koncepta. In starš želi, da bi otrok uspel in preverja na podlagi dejansko podtaknjenih konceptov, ali otrok paše v to manipulacijo. Starš je prvi tisti, ki bo mogel, ne moral, ampak ga je treba podpreti, kot učitelje podpreti, ker to je izjemno poslanstvo, da bo ozavestil, da ima njegov otrok polno vrednost v izjemnosti svoje osebnosti in da mu bo pač doma pomagal, da bo tudi to nebulozo, pod katero je potem dan, zmogel in zdržal, da ga bo spremljal, ker ga bo on videl v vrednosti njegove osebnosti, ker ga bo potrjeval in ker ga bo imel rad. Mi ostali pa smo poklicani, da gremo potem tudi v tej smeri. In tudi o tem bo govorila tvoja nova knjiga, a ne da? Ja, odpirala bo misel. Vedno imam napisano najprej manipulacijo, potem pa puščico
in smeri rešitve, to, kar bo dalo rešiti. Na kratko, ozavestiti manipulacijo, ne, in teh je ogromno, teh manipulativnih prijemov, potem pa dati misliti. Zakaj? Zato, ker naša misel je kreativna in ko bo čim več ljudje razmišljalo iz ujetosti v sedanje koncepte, bo ta misel, lahko rečeš, v zraku, v Božjem duhu, v etru, kjerkoli že hočeš, dobila prebujevalno moč. Ne. Torej, pomembna je prebujena misel slehernika v smeri bolj žlahtne človečnosti. In s to mislijo in s tem napotkom, da bodimo prebujeni, zaključujemo najino današnje srečanje. In pozdravljava s Konjskega vrha.